Če vprašate skrbnike živali, so veterinarji najboljši zdravniki na svetu. Svojih pacientov ne morejo vprašati, kaj je z njimi narobe. Preprosto vedeti morajo. Nekateri pa se z njimi znajo celo pogovarjati in slišijo, kaj jim imajo povedati. Zato smo oddajo, v kateri bomo spremljali raznovrstno delo najboljših slovenskih veterinarjev v ambulantah in na terenu, preprosto poimenovali Super reševalci. Z njimi si bomo ogledali različna področja, od fizioterapije do kardiologije in spoznavali, kako živalskim prijateljem zagotoviti zdravo in srečno življenje. V centru za živali Moste telefoni le redko kdaj ne zvonijo. Obiskovalci si radi ogledajo tudi raznovrstno ponudbo v njihovi trgovini, predvsem pa so veseli prijazne in strokovne pomoči za svoje hišne ljubljenčke, ki morda res ne vedo, kaj jih čaka, vendar verjetno vseeno nekako čutijo, da so v dobrih rokah. Veterinar Jan Le Marešal, ki v čakalnici rad malce poklepeta s skrbniki živali, bo tokrat steriliziral oziroma kastriral bratca in sestrico pasme Maine Coon, ki je največja pasma mačk na svetu. Sem Franjo Kovačič iz Zvera pri Domžalah. Imam pasmo Maine Coona, naša mačkarna je Golden Maine Coon. Pripeljali smo danes dva bratca pa sestrico na kastracijo oziroma sterilizacijo. Vsi mladički, ko grejo od hiše, so pač kastrirani oziroma sterilizirani, zato da je, tako kot recimo pri kravah, bik, če je recimo mu vzameš jajca, postane vol in je veliko večji. Hkrati ne markirajo po stanovanju, pri samcih, pri samicah pa se ne gonijo in ne pride do zapletov. Tako da zdravstveno je to veliko boljše. Plus tega, če to naredim pri starosti 3 mesece, pri mladih mačkah je ta poseg dokaj enostaven. Ko pa je enkrat recimo samc velik, recimo težek, 10 kil, je pa ta poseg za njega zelo boleč, zato ker je treba delati pod vezo, čist drug postop in je sam postopek veliko težji. Maine Coon je domača mačka, ki izhaja iz Severne Amerike, iz države Maine. To je največja mačka, večje mačke od Maine Coona ni domače, pa so križanci z divjimi mačkami. Ima bolj pasji karakter, to pomeni, da te spremlja po stanovanju, je prijazna, več ti da kot in njej. Živja. Zdravo. Kar na mizo. Bratca in sestrico bodo najprej stehtali. Sledi pik injekcije z uspavalom, kaj naj rečemo drugega kot ni mačji kašelj, saj muckam nikakor ni po godu. Ok. Si? Koliko je? 1,85. Ok, slednjega. Ja, veš kaj, bom prva samčka pičil, pa bo trajalo nekaj par minut, bih toliko, koliko jaz rabim za kastracijo. 2,35. Koliko? 2,35. Stehta se jih pa zaradi tega, da lahko zaračunamo dozo za uspavanje oziroma pomirjevanje. Kaj primi ga za kožo na vratu, tako je treba. Pusti ga pa not. Tak, rešeno. Primi ga za kožo na vratu. Tak, not, čakaj. Kako zdravimo mastitis, na terenu odkrivamo z veterinarjem Simonom Oberstarjem iz veterinarske ambulante Sneberje. Mastitis je vnetje mlečne žleze, vimena, in ena najpogostejših bolezni pri kravah. Večkrat se pojavi pri molznicah kot pri dojiljah. Povzroča neposredno in posredno škodo. Neposredno rejec občuti stroški zdravljenja in mlekom, ki ga ne more oddati. Posredna pa je manj mleka pri kravi v posamezni laktaciji. Nahajamo se v vasi Podgorica, to je blizu Črnuč. Smo mešana kmetija. Kmetijo se ukvarjamo že vrsto let. Prej stari starši, zdaj smo mladina, naprej pelamo. Imamo proizvodno mleka, tudi delno malo za meso.
Drugače pa še zraven, pa še ukvarjamo še z zelenjavo. Tako da prodaja na tržnici, pa da smo kombinirana kmetija. Zdaj na tej kmetiji je rejc klical, da je krava, da ne je, da verjetno ima visoko temperaturo, pa da je 1/4 zelo utečena, tako da verjetno gre za mastitis. No, bomo pogledali tudi s testerjem, bomo vzeli test, da preverimo, če je mogoče mastitis, kar verjetno je. No. Vzrok za mastitis so zelo različni, največkrat je stres, lahko je nepravilna odstavitev, potem so nepravilna prehrana, posebej so te temperature zelo poletne, so tudi še včasih slabš vpliva na žival kot pa zimske. Ne. Tiste nizke temperature živali toliko ne škodujejo kot pa letne, ta sopara, vročina, potem še kakšni zelo spremembe tlaka in tako naprej. Ne. Moraš pa se merkati na antibiotike, da ne gre mleko v bazen, da niso posledice pri analizi mleka, ker si potem, tako rečeno, finančno si oškodovan. Je pa reja, ki se ukvarjajo predvsem z mlečkom, mlečna reja in pa nekaj pitancev oddajajo mleko, živali so črno-bele pa lisaste, približno, kaj pa imene, 12 kravjev v hlevu, pa bomo pogledali. Malo vroče četrt imaš izmer. Je, ne. Poznamo dve vrsti mastitisa, klinični in subklinični mastitis. Kliničnega, ki je najpogostejši, delimo še na akutnega in kroničnega. Krava ima telesno temperaturo povišano, kar kaže, da gre za vnetje. Bomo še večkrat poslušali, če so pljuča čista, oziroma če še kakšne spremembe. Če pospešen še diha, se vidi pa mogoče ta vročina, ki je. Ampak drugače pa v redu. Ok, bomo mi še tale test naredili. Bomo tako vsako četrt se vzame vzorček mleka, se ga pomolze in potem ta kapljice testerja pa se vidi, če je mastitis. Evo, se že vidi pri prvih curkih, ki jih zmolze ven, se vidi mleko zelo spremenjeno. Ne? Bomo še ostale tri pogledali, ta je čist drugačen, je čist belo, snežno belo. Ta tudi ravno tako. Še štirko pogledamo. Zmeram se šteje, ker krava ima štiri seske in štiri cisterne. Vedno se gleda prva četrt, druga, tretja in četrta. To je zelo pomembno, ko rejci sami jemljejo vzorce in jih nosijo na preiskavo, zaradi tega, da je pravilno odvzeto mleko. Ne? Da potem, ko veterinar pride, ko ima določene izvide v rokah, da se pravilno zdravi, da se ne vzame glih mogoče z druge strani. Ne? Ja, potem se da nekaj tega tekočine gor. Aj krava, ki breja? Ne. Ne? Zaenkrat ne bomo še. Aha, se res je bila semenjena, ni dolgo nazaj, ne? Evo, to se vidi, je pa tudi, so tudi dve četrti verjetno tudi mečken spremenjene, ker kaže lahko, da je povečano število somatskih celic. Zdaj pri kravah se pojavljajo ti akutni mastitisi z visoko telesno temperaturo, kjer so lahko tudi življenje krave ogroženo, takrat so temperature tudi do 42 ali pa še tudi taki primeri, ki že človek kar začuti. Drugače so pa take kronične spremembe, ki je povečano samo število somatskih celic, takrat pa ponavadi, evo, pa dobiš eno okrog kepe, pa je treba dati na analizo, da se vidi, kateri povzročitelj je načeloma v določeni četrti. Včasih je samo povečano število somatskih celic, pa ni povzročitelja noter. Zaradi tega je tudi zelo fajn, da se odločimo, ali bomo šli v zdravljenje po antibiogramu ali ne. Antibiogram pomeni, kateri antibiotik bo prijel na določeno vrsto bakterij, ki se nahaja v četrti. No. Tako da tukaj bomo kar dali fajn antibiotike. Bom jaz tole uprav. V centru za živali Moste je vse nared za posega. Doktor de Marešal se najprej loti kastracije. Uspavanega samčka previdno pobrije in prestavi na operacijsko mizo. Ne, to je zdaj kastracija. Imamo samčka, imamo modnik, prerežemo oba modnika, muda pogleda ven. Zato ne vem, koliko je, ne?
Evo, pripravimo modo. S kastracijo med drugim preprečujemo nezaželene pobege živali, ko jih narava pokliče, da bi opravili svoje. Pri živalih je dostikrat tako, one ne razumejo in one bi, pa jim mi preprečujemo. Zato pa prihaja do problemov, ker prvič, ko bo imeli priliko zbežati, bojo zbežale, pa zrihtale, kam imajo zrihtati, ker pač narava jih je naštimala, tako da ni zavestna. Ja. To je to. Modro pršilo je večnamensko. Špreje, antibiotski, pa vidi se pa ogabnega okusa. Če ližejo, se razmažejo krog ust, vidiš, da se je lizal, pa manj liže, kot bi drugače lizal, ker je ogabnega okusa. Pa lokalno pomaga, da ne pride do vnetja, če že slučajno pride. Ampak te posegi so rutinski, pa še nisem videl neke komplikacije. To pa zdaj prava operacija, ne? Sterilizacija mačke, pa dejansko ti odpreš abdomen v celoti in pa vzameš jajčnike ven, ne? Tako da ni to tako nedolžna operacija, pa rutinski poseg, kar pomeni, da so dostopi so že naštudirani. Medtem ko bratca nežno umaknejo in ga pustijo, da se bo počasi prebujal, je na vrsti še sterilizacija njegove sestrice. Jaz uporabljam medialni pristop, se pravi, grem preko linije Albe na trebuško, ker je stik med mišicami. In dejansko so mačke že takoj po operaciji skačejo, ker jih trebušne mišice ne bolijo. Mizo, če me dvigneš približno za 30 cm. Boste pa sterilizacijo oziroma kastracijo muc, ki hodijo ven, vsekakor preprečili nezaželena mačja legla, kar je v Sloveniji še vedno velik problem. Dejansko jih moramo izbuditi, če ne bi dal protisredstva, bi lahko to zbujanje trajalo tudi do 24 ur, ampak z postopnim zbujanjem. Se pravi, ni, da bi bila ona spala pa 24 se tako, ampak postopno bi se zbujala. Ok, pripravi masko. Aha, tu balina. Prva ena bela črta, ker se vidi stik med mišicami, točno tam prerežemo. Se reče linija Alba. Ja, sterilizacija mačke je res taki rutinski poseg. To je prva stvar, kar se naučiš, skoraj kot veterinar, če misliš delati z malo prakso. Prvo boš dala kar dol iz oflorana, samo malo, kar odžgita. Material, odvečen. To je za konec, to je za drugi jajčnik. Nič, ne? Dejansko ti iz abdomna potegneš ven, skoraj nič ne greš v abdomen, ne? Ampak je pa abdomen odprt, se pravi trebuh, kar je pa že ni ta tak nedolžna operacija, ne? Je pa tako, sem rekel, rutinska, tako da to je nekaj, kar delamo pogosto in je možnost napake zelo majhna. Mačke spolno dozorijo po 5. mesecu starosti. Vsako leto imajo lahko tudi po 4 legla, skotijo do 6 mladičev. Pri posegih je anestezija izjemno pomembna, ker vpliva ne samo na to, kako muc zaspi, ampak tudi, kako se iz narkoze prebuja. Če je stvar dobro narejena, pa da je vse okej, te večina lastnikov ne pokliče nazaj. In pa se pravi, če se ti sekiraš, je najverjetneje vse okej. Ne, se delo ni zahtevno zato, ker delaš samo z živalmi. Ti poleg živali še delaš z lastnikom, ki pa ponavadi fizično pri močeh. Pač moraš biti dostikrat diplomat. Sterilizacijo želimo prekiniti ciklus gonitve. Poznamo kemično oziroma hormonsko, ki gonitveni ciklus prekine le za določen čas in je priporočljiva za muce, ki hodijo na razstave. Kirurška sterilizacija trajno prekine gonitveni ciklus in jo opravimo v splošni anesteziji. Za ugotavljanje mastitisa imamo na voljo več preiskav. Zdaj, največje zlo v teh mlečnih rejah so mastitisi. To pomeni, da je vnetje, pride do vnetja 1/4 ali več.
Poznamo različne vrste mastitisov, lahko so akutni, kot v takih primerih, ko žival praktično v kakšni uri, dveh preneha jesti, ima visoko telesno temperaturo, tudi pospešeno diha. Temperatura se lahko dvigne tudi do 42 stopinj Celzija, takrat je treba zelo hitro ukrepati. Ponovadi damo kravam zelo močne antibiotike za zbijanje telesne temperature, da se potem čim prej pristopi k zdravljenju, ker včasih so kakšni mastitisi lahko tudi pogubni za krave, lahko povzroča paralizo, to pomeni, da krava praktično obleži. In v tistih primerih je zelo slaba prognoza. No. Se je zelo velikokrat že zgodilo, da je krava obležala in ni mogla več ostati. No. Kljub temu, da smo ji dali infuzije, pa intenzivno antibiotično terapijo, pa žal do tega tudi pride. No. Krava ima telesno temperaturo, je normalna do 39, kar je večji, kaže na določen infekt oziroma vnetje. Tako da pri teh mastitisih so pa zelo temperature, se pravi, lahko tudi to čez 41. Ne. Zelo nevarno je pri kravah, katere so visoko breje, takrat lahko pride tudi do kakšnega abortusa, predčasnega poroda ali pa do mrtvorojenega telička. No. Zmeraj razkužimo s posebnim robčkom, predno apliciramo antibiotike v mlečno žlezo, da ne zanesemo še kakšnih bakterij dodatno noter, potem pa fino, da se fajn ta mlečna oziroma ta četrt zmasira, da se antibiotik zelo enakomerno razporedi po celi četrti, ker probleme pri določenih kravah imajo ogromne te mlečna zrcala in ta antibiotik mora prodeti v vse te mlečne alveole, da čim bolj učinkuje. No. Tako. Zdaj bomo pa še aplicirali v mišico antibiotik, pa malo proti vnetnih zdravil. Včasih je bilo kar tak tradicija, da so imeli kar lambar vodo vzad, pa se je mlečna žleza kar prala na veliko, ampak to je samo škoda, ker se te bakterije prenašajo tudi na rokah, ker na rokah so te, se lahko bakterije ostanejo in mi z molžo prenesemo iz ene krave na drugo. Zaradi tega je tudi zelo fino, da se krave, tiste, ki so obolele za mastitis, da se jih čisto na svoj konc prestavi, da se mogoče čisto na koncu molzejo. Delo je skozi, lahko bi delal 24 ur, samo človek ne zdrži. Delovnik je pa sigurno 12 ur do 18 ur sigurno. Ne? Taki primeri se vsak dan pojavljajo v našem ambulanti oziroma na terenu z velikimi živalmi. Delovnik naš ni od 7 do 3, ponovadi je, včasih končamo prej, včasih se pa pozno v noč ali v pozno jutro tudi delo zavleče. Ne? Posebej takrat, ko človek dežuren, si cel dan na terenu in si moraš biti dosegljiv na telefonsko številko, ko te pokličejo, se usedemo v avto in gremo. Ja, mogoče ljudje, ki tega ne poznajo oziroma tega poklica ne vejo, oziroma vejo, kaj je veterinar, ne? Za male živali, ko se ukvarja s kužki in z mucki, naš del je pa ravno malo nasproten, mogoče še bolj adrenalinski, še včasih bolj negotov, ko te pokličejo sred noči, ko rečejo, ne vem, krava se pripravlja k porodu, ko nikoli ne veš, kaj te čaka, ne? Včasih misliš, da boš to v 2-3 minutah rešil, pa se zavleče 2-3 ure, včasih 4, tako da si na koncu izčrpan, ampak ko je tistega telička živega ven potegneš ali karkoli reši življenje, se ti en kamen odvali in potem vidiš, da je vredno biti veterinarno poklic tak zanimiv. No? Zanimiv. Ko mi reče lastnik, da je treba kravo uspavati, ko res vidiš, da ni nobene druge rešitve, tudi težko to naredim. No? Včasih je tudi kakšno slino požrem ali pa kakšnega telička, ki ga moraš, ko se mogoče kakšen spaček rodi ali kaj tazga, ki pač tisto živo bitje ravno na svet pride, ne? Pa pač se moraš posloviti. No. Odraščal sem na kmetiji, manjši kmetiji, imel živali od majhnega, od drobnice, potem razno perutnino, potem, ko sem bil na fakulteti, sem se celo kobilo kupil za jahat. Pač pa oče bil veterinar in ko sem bil že praktično, ko sem iz plenic zlezel oziroma so mi sneli plenice, sem z njemu hodil na teren in vzljubil ta poklicno, ni bilo druge kot to. No. In zdaj že otroci tudi grejo z mano velikrat na teren, tudi vidijo to in mogoče pa bo še kakšen vzadi prevzel to. No. Upamo, da dobimo še kakšne luštne primere, zanimive, da ljudje čim več poznajo delo terenskega veterinarja. Ko bom rekel, ne manjka nam nič.
Center za živali Moste sta obiskali dve posebni dami, Teja, vodnica reševalnega psa, in njena psička Kana, ki bo kmalu pridobila vsa znanja in potrdila, da bo lahko iskala pogrešane osebe in reševala ljudi izpod ruševin. Kana je sicer prišla na rutinsko cepljenje, vendar moramo vedeti, da obisk veterinarja za naše kužke ni nikoli rutinski. Jaz sem Teja, vodnica reševalnega psa. To je Kana, moja druga psička. Sicer je še mlada, tako da gre zdaj na svoj prvi izpit. In se usposablja za reševalnega psa, kar pomeni, da bo skupaj lahko pomagali v enoti reševalnih psov pri reševanju iskanju pogrešenih oseb iz področij, gozdov, terenov in pa izpod ruševine. Imamo kaj hrane, kakšen drugi? Za podkupiti imam, ja. Drugače imamo še zorbice. Imam tu vedno nekaj pri roki. Če pes podkupijo, to ful dobro lasnost. Za v ambulanto. Pa to zadeve, to To vi veste, ja, brez verjamem. tega je težko. Čeprav sem že srečal kolega, ko je bil. A res, Zbirčne. Ja, ja. Je še ne. Ni dost izjeme. Super si punce, bravo. Okej. Ja, kje si ti zdaj? Je pa res, vlagamo v to seveda ogromno časa, tudi nekje 10-12 ur tedensko redno treningov, poleg tega vas prosti čas, praktično vikende, vaje v tujini, usposabljanje mednarodne, tako da je to res način življenja, no. Doktor Le Marešal cepljenje izkoristi še za splošni pregled psičke. Pregleda ji zobke, posluša srček in pretipa celo telo. Stara 2, 15 mesecev. 15 mesecev. Bomo obrnili proti vam, pa boste pregled v tu. Kana gre zdaj s 15 meseci, to se pravi, ta mesec gre na prvi reševalski izpit, potem mora popraviti še 2 izpita in kvalifikacije, da pride v enoto, vzporedno se pa potem dela še izpite za ruševino in tako in to delo mednarodno. Znajdejo se v neznanem okolju in poskrbeti moramo mi in veterinar, da se bo počutil čim bolj prijetno. Včasih je dovolj že posladek, da kužka zamotimo in ga lahko cepimo brez večjih vznemirjenj. Že mimo. Priporočljivo je cepljenje psov proti steklini, kužnim boleznim in boreliji. Datumi začetnih vakcinacij in revakcinacij se vpišejo v potni list živali. Potrudimo se, da datumov revakcinacij ne zamudimo. Tako vedno jih je treba pohvaliti. Ja, itak. A si bo še enega? Pridi. A ja, treba smo. Tako, ja. Še boš dobre bombončke. Boste lahko? Kani pa bodo še postrigli kremplje, pri tem sodeluje tudi Teja. Jaz največ vidim, da lastnik psa da ob sebe, Ja, z roko, ki je pri riti, gre čez, ja. tako, pa z drugo roko, ki pri glavi, gre spodaj, s tem, da roka služi predvsem, da glavo dol tiši. Okay? Da so kremplji predolgi, ugotovimo tako, da psa postavimo na ravno površino. Če se dotikajo tal, so predolgi in jih moramo skrajšati. Znak predolgih krempljev je tudi njihov zvok na parketu. Kremplje po potrebi skrajšamo približno enkrat mesečno. Predolgi kremplji psa ovirajo pri hoji, lahko pride celo do deformacije šapic. Ja, jaz definitivno. To se pravi, ob pravi hrani ni pri njej nič problem. Ne, nič. Okay. Motivacija vedno mora biti prava. Ja, po igre, ne. Ok, to je to. A želite še kaj drugega? Ne. Dober dan, dobrodošli. Tukaj je naš dom Golden Maine. Imamo 2 odrasle samca, 4 odrasle samice, od tega sta 2 že kastrirane, sterilizirane. To je mami Goldi, ona ima naziv mednarodni šampion. Po ocenjevanju drugače ima pa excellent kolke, kar je na OFI zelo težko doseči. To je do zdaj po mojih podatkih sta 2 mačke iz Slovenije z tem visokim nazivom. Ta sin je imel prvo obhajilo, nekaj mu je bilo treba kupiti, pač bili smo na enem obisku, odločili smo se za mačko, na kar smo se potem odločili za pasmo Maine Coon. Takrat ni bilo interneta,
Na knjigah so bili majkuni narisani, ne pa slike. Pisal je, da imajo cofe kot risi, da so podobni risam, čeprav je to daleč od tega. Šli smo v Zagreb na razstavo, mačka nismo kupili, čez 14 dni smo šli v Avstrijo na razstavo, mačko kupili. Mačka je postala najlepši mladač pač takrat na razstavi. Potem smo začeli pa tekmovati in ko enkrat padeš not, padeš not. Pojmo babsat. Vidite, ljubice moje, vidite, pojmo ama. Držita se v redu, se pač zapletov ni. To je pač operativni tak enostaven poseg, pri samčku, pri samički majhen bolj zahteven, ampak jaz imam dobrega veterinarja in to ni ben problem. Šivi so samorazgradljivi, tako da jih ven ne pobiramo. V primeru, da bi se karkoli zakompliciral, do zdaj je pač teklo vedno vse v redu, bi pač, ne vem, šel do veterinarja oziroma karkoli. Ja, hrana mora biti za mačke in visoko kvalitetna, ker če je visoko kvalitetna hrana, imaš skozi mačko v top formi, to pomeni, dlaka je skozi v redu, lahko jo peleš kadarkoli na razstavo, nimaš problema z črevesjem, nimaš problema z zobmi, nimaš en kup problemov zgine. Jaz pač, to je recimo samček, ko je bil Grim, tako, ko je bil pač na operacijskem posegu. In jaz tudi recimo nimam rad, da mi mačke, ne vem, norijo pa ne vem kako, ampak jaz recimo, ko imam mačko, recimo ona se mora meni prepustiti, recimo, ker tudi po porodu smo zraven, recimo in jaz če jo šlatam, ona nima kaj, da grize pa skače pa ne vem, ampak mora vedeti, da je pač naša. Jaz se sama nauči. In jaz pač imam rad, da ne grizejo, ne praskajo, ne delajo škode, pa da so taki prijazni. To je pač moja. To je pa zdaj oče, tiger. Ima good kolke, je pa da Supreme šampion, to je najvišji naziv, ko ga lahko dobi. To je pa tekmovalna poza, ko ga nosimo na razstavi. Je pa ta prav dec. Ma nima velike, ne 7, 8, nima več. Ker, veš, on tudi po par dni naje, ko se gonijo samice. V prihodnji oddaji bomo obiskali center Dogs for Motion in si ogledali, kako poteka fizioterapija pri športnih psih in psih, ki okrevajo po poškodbah ali operacijah. Na terenu bomo zdravili telička s pljučnico. Center za živali Moste pa bo gostil kardiologa, ki bo ugotavljal, ali ima čivava Zoja v zrelih letih težave s srcem. Ne zamudite torej prihodnje oddaje, ker bomo v njej spet izvedeli cel kup novih in koristnih informacij.